spominjamo, da se začnemo spominjati na jedan poseben način dogodkov zadnjega kedna Jezušovega zemeljskega fizičnega življenja pred tistim največjim poslanstvom, pred tisto največjo nalogo, za katero je pravzaprav on prišel, pred odrešenjem mene, tebe, vsakoga človeka od večnega pogibljenja. In tej kedenj se je začel z enim posebnim dogodkom, z Jezušovim slavnim, slovesnim prihodom v Jeružalem, ko mi poznamo in svetimo kot cvetna nedela. Cvetna nedela. Ništene cerkve imajo na tej dan posebne obrede, posebne ceremonije. Vse to je lepo, ali vse to nas ne sme, niti eden dogodek, ali ni ena stvar, ceremonija, nas ne sme kroj odpeljati od bistva. Kroj odpeljati od bistva. Na toj zadnjoj poti v Jeružalem je Jezus še enako na en poseben način izrazil svojo žalost, svoje razočaranje, svojo bolečino, svojo zaskrbljenost nad neverov izraelskega naroda. In Luka je to tako zapisal te besede v Lukovem evangeliju 19. tale od 41 naprej, tako štejmo. Ko je prišel bliže in je zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Dragi moji, Jezus se še dnes joče nad mnogimi mesti, nad mnogimi življenji. Zavolo toga, na kakšen način mnoga mesta živijo svoje življenje, mnogi ljudje živijo svoje življenje. In 42. verš naprej. Rekel je, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, tako pa je prikrito tvojim očem. Najbolje pereče vprašanje časa, šterom mi živimo dnes. Najbolje pereče vprašanje. Mnogi imajo ideje, imajo načrte, imajo predloge, imajo pobude, kaj bi se dosegnil mir, ali vseeno je, če duže menje, mira globalno, pa tudi osebnostno. Tudi v posameznika je, če duže menje, mira. Jezus tu razlaga, zakaj je takšno pomanjkanje mira, zakaj je toliko nemero vse posede po svetu, niso prepoznali. Niso prepoznali tistoga, štiri edine prinaša mir, štiri edine dava prave mir. In dole 43. verš pravi, prišli bodo nad te dnevi, ko te bodo sovražniki obdali z okopi, te oblegali in stiskali z vseh strani. Dragi moji, to se dogaja tudi dnes. Šotan, tej vrhovni sovražnik človeka, dnes stiska od vse posede, vsej strani stiska človeka, samo ka bi ustonil človek v tom nemere in bil tok pod njegovo oblastjo, pod njegovo kontrolov. In on, sovražnik, dela ještě više. 44. veršoš, v tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega obiskanja. V Jeružaleme se je to zgodilo 40 let po tistom, da je Jezus izpovedal te besede, dnes pa se to isto dogaja samo iz enega edinoga razloga. Zavolo toga, ker nisi spoznal časa svojega obiskanja. Čas obiskanja, čas Božjega obiskanja v osebnem
življenje. Čas Jezušovega gučanja v človekovo življenje je potrebno spoznati, prepoznati in tudi pravilno odreagirati na tisti čas, v tistem čase, na to, ko Bog pravi v življenje človeka. Izraelce, Bože izvoljeno ljudstvo, ne spoznalo časa, do jih je obisko Mesija. Ti, dragi poslušalec, dnes ještě imaš čas, da spoznaš in povabiš Jezuša v svoje življenje. Kaj spoznaš? Dnes je še tej čas. Hvala Bogu za to. Mislim, ko vsi poznamo dogodke, na kakšen način je Jezus zadnjič obiskal Jerusalem in pa tudi tempelj, pa vseeno v tom jutri obnovimo to, ko že znamo, obnovimo tej dogodek, mogoče da pa za koga to novi čas obiskanja Božje besede v njegovom osebnem življenju. Lahko stanemo gore in preštejmo Božjo drago svetu reč, odlomek zapisane, tokrat smo šteli v Markovom evangeliji, v 11. tale, od 1. pa do 7. veršoša. Marko 11, 1 do 7. Ko so prišli blizu Jeruzalema do Betfage in Betanije ob Olski gori, je poslal 2 izmed svojih učencev in njima rekel: pojdita v vas, ki je pred vama. Takoj, ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek. Odvežite ga in pripeljite. In če vam kdo poreče, zakaj to delata? Recita, Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sem. Odšla sta in našla oslička, privezanega pri vratih zunaj ob cesti, ter ga začela odvezovati. Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli: kaj delata? Zakaj odvezujete oslička? Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so jo pustili. Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in sedel je nanj. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štero imamo tu zapisano za naše vodilo, ka bi živeli eno pravo, eno dostojno krščansko življenje, to, kako si ti zamislil to za človeka, in Jezus, dragi, pomoreno razumeti tvojo reč in se tu odzvati na njo. Blagoslovi vsakoga, štere je tu prisoten, štere posluša tvojo reč, naj za istino ta reč povzroči v nas eno hrepenenje po tebe, ještě bolje, kot pa do zdaj. Amen. Amen. V zapisi toga odlomka imamo mi nekako istočnic, tudi za naša osebna življenja, štere nam Božja beseda sporoča in so važne, če ne celo odločilne, za eno pravo krščansko življenje. Kot prvo pravilo, ali prava odločilna stvar je, ka moramo biti blizu Jezuša. Moramo biti blizu Jezuša. Biti z njim. Moramo biti njegovi učenci. To pomeni, ka se damo od njega povčiti in tudi uporabiti. Druga stvar, boj pripravljeni na nalogo, štero ti Jezus dava. Biti Božji otrok, Bože dejte, ne pomeni, kad storiške se včinili za tebe. Ne, v življenje moramo tu sami mi dodati svoj delež, štero ga Bog pričakuje od nas. Pri Bogu njega brezposelne ljude. Ne, njega brezposelne ljude. To je edina država, štera
poskrbi za vsakoga. Njega brezposelne ljudi v cerkvi so edino, povem to, kak je, so edino manjacke, štere ne ščejo delati. Tu se ne ide za to, ko ne mreš delati, pač pa to, ko ti Bog naroča in ti enostavno, to ga nemo. To ne ščeš napraviti. Boj torej poslušen Jezuše, kak sta bila tistiva dva učenca poslušnjiva. Tretja stvar, Bog da ti v večini primerov razložil, ko in kak naj napraviš. Tu tistiva dva učenca sta dobila natančna navodila za njivajno nalogo. Na tej del mu se še vrnili, na tej del, kada Bog poskrbo za to, ka boš znal, ko moraš včiniti. In četrta stvar, doživel boš blagoslov in bodeš ti v blagoslov. In zato, ko sta teva dva učenca včinila, vidimo sledi v nadaljevanje, tom so množice, velike množice sodelovale v proslavljanje Boga. V proslavljanje Boga. Če se to ne bi tako zgodilo, če bi, na primer, tisti gospodar ne dal, ne pustil, ka bi pripeljalo toga oslička, teva dva učenca, in če bi teva dva učenca ne bogala, vprašanje, kakšen evangelij, kakšen zapis bi mi imeli tu v Bibliji. Ali pojmo nazaj na vsebino toga dogodka. Jezus je torej poslal dva učenca v neznano po enoga oslička. Pojdite v vas, ki je pred vama. Takoj, ko pridete vanjo, boste našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek, odvežite ga in pripeljite. To je bila naloga. In mogoče se nam se nam ta naloga vidi nekako nerazumljiva, celo mogoče smešna, ali te je to bilo zelo, zelo razumljivo. Imelo je smisel. To, ko je Jezus pravil, je imelo smisel v tistem času. Osel v tistem času, v Jezušovem času, je bil dosta več, kot pa sumo žival štera riga, Dosta več je bil v tistem času osel. V tistem času je to bil osebni avto. Je to bil osebni avto, zavoljo toga, ka na njeme so ljudje potovali iz kraja v kraj. Gezdeli so na njeme. Ne vem, če znate Slovakov, nega zdaj tu, ali slovaška beseda za vožnjo je jazdit. Znači, gezdite. Torej, te je bil osel prevozno sredstvo. Jezus je torej poslal tisteva dva učenca, te v tistem času po avto. Poslal je po avto. In dole osel je te bil tu tovornjak. Bil je tu tovornjak. Zavoljo toga, ka z njim so prenašali tovore in to velike količine blaga. Jezus je torej od tistega lastnika pričakoval ne samo avto, pač pa tu tovornjak. In dole, konec koncov, je bil osel v tistem času tu traktor, ker so z njegovo pomočjo obdelovali tu polja. In učenca sta mogla k Jezušu pripeljati tu traktor. Ja, 3 stvari v enom. Iz toga vidimo, ka je te bil osel ena velika dragocenost. Bil je velika dragocenost, katero so ljudje čuvali
za štero so skrb imeli, za volo vse stranske koriste in znate, ko je še za koj? Za volo male porabe. Malo je ponudil. Najtr bilo dosta tankate. Osjav je nezahtevna žival glede prehrane. Se spomnite stare zaveze, kaj je Savel, tisti prvi krav, preleko, ki je grato krav, je mogel enak iti v puščavo iskat oslice, štere so se zgubile. Bar štite doma tam v 1. Samuelovoj 9. pa 10. tav. Mogel je iti poiskat tav dragocenost. In zdaj, v tom primeru Jezus pošilja dva svojeva zvesteva spremljevalca v vas, v ves, ne povej njima kome, poč pa njima samo prave, kada tam v toj vesi najšla privezanoga osla in naj ga odvežata in pripelata k njeme. Ne vemo, če se je Jezus prleže zgučil s tem vertom, s tem lastnikom ali kakole, nikaj drugo nemamo zapisano, poč pa samo to, naj ideta, odvežata in pa pripelata k njeme. Ali še nekaj njima je pravo, še nekaj jima je naročil, če da slučajno štoj kaj protestero za volo toga, če da štoj kaj prigovarjo, ali spitavo, viva enostavno te povejta, Gospod ga potrebuje. Gospod ga potrebuje. Si leko, dragi poslušalec, predstavljaš kaj takšnega v tvojem osebnem življenju? Jezus je pravil tu samo 3 besede. Gospod ga potrebuje. Si leko kaj takšnega predstavljaš? Prideta dva k tebi domov v dvorišče, v garažo, pa začata štartati, začata kurbljati tvoj avto. Začata kurbljati tvoj avto, tvoj traktor z rotobranov. In pa sejalnica ještě polegi. Traktor s prekolicov ali pa tovornjak. Ne, zdaj so traktori s prekolicami že tjavko pelajo kak en tovornjak. A pa ta ostane rubeža. Pa ga mu se račune plačane. Rubež ga navadno zimajo, tisto, kogar vidijo, da so neplačane račune. A pa ga mu se račune plačane. Pa ga ljudem pomagam. Pošteno živiš, korektno, pomagaš ljudem. Kakša bi bila tvoja reakcija? Ko bi ti v takšnem primeru včinil? Če bi dva prišla, pa enostavno začala samo tvoje stvari gemote. Najverjetneje 113, policija, tu se nekaj dogaja. Ali pa bi začel svoje mišice nucati, zato, da bi ohranil, da bi občuval to tvoje imetje, to tvoje bogatstvo. Sigurno bi to ne bil najbolj prijazen način, kaj bi probal zaščititi to, ko ti imaš, pa te drugi še izete. In te bi teva dva povedala, bi tebe povedala eno sporočilo. Gospod to potrebuje, Gospod to nuca, Jezus to nuca. Mi va to ne gemleva za sebe, Jezus to nuca. Ko pa zdaj? Ko pa te? Ko pa v takšnem primeru? Pogledajmo nazaj ta v okolico, v bližino Olske gore, gdje sta tistiva dva učenca izpolnjevala ko Jezusovo nalogo, štero je njima zavipo. In ko se je te zgodilo, ko se je te dogajalo, bar pogledamo, tok smo prešteli, nekateri izmed tistih, ki so tam stali, če so to bili lastniki ali ne vemo. Ne piše, nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli, kaj delata? Kaj delata? Ko vi va to delata? Kaj delata? Zakaj?
odvezujeta oslička. Ko vi to delate? Zakaj to odvezujete toga oslička? Ščeta, ka pozovemo policijo? Ko se pa vi mislite? Ali, dragi moji, te v tistoj situaciji so bile odločilne 3 besede. Gospod ga potrebuje. 3 besede so bile odločilne. Gospod ga potrebuje. Še nekaj je posebej naglašeno v tom tekste, šteroga smo prešteli. Glede tistoga oslička, tako smo prešteli. Našla bosta privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek. Ko to pomeni? Ko to pomeni? To pomeni, kaj je tej osliček bil ještě mlade. Bil je mlade in zavolo toga še posebej dragocene. Zakaj? Zato, kada on služil ještě dolgo obdobje, za dosta let, da on ještě koristen mene, mojej familiji. In zdaj, bar primerjajmo. Malo se postavimo v našo situacijo. Primerjajmo. Novi avto ali pa stari avto. Primerjajmo. Vidimo razliko? Novi avto ali pa stari avto. Tu je bil mladi osliček, šterede koristen še za dolga leta. Ali pa dole primerjajmo novi traktor ali pa stari traktor. Starejši. Primerjava. In dole novi tovornjak ali pa stari tovornjak. Vidimo razliko, vidimo primerjavo in Jezus je tistome gospodare sporočil poučencaj samo 3 besede. Gospod ga potrebuje. Gospod ga potrebuje. In tistome gospodare so te 3 besede bile zadosta. Bile so njime čista zadosta, kaj je odgovoro z enim pogumnim dejanjem vere. On je veril tome, kaj Gospod to potrebuje. Veril je tome, kaj Gospod to bolje nuca v tom trenutku, kot pa on. Gospod to potrebuje. Kako boš, dragi poslušalec, odgovoril ti? Dragi moji, to, kako je Gospod potreboval ali nuco tistega oslička, kaj je na njime slovesno prišel prgezdo v Jeružalem, Gospod tak nuca tu vsakoga med nami. Gospod nuca tak vsakoga med nami. In vsaki med nami maka, tako povem, oslička, šteroga Gospod potrebuje, šteroga Gospod nuca. Zavolo toga mi imamo različne darove, različne talente, različne sposobnosti in Gospod to nuca. Gospod to nuca. Gospod tu nas, mene, tebe, po svoji učence, po svoji služabnikaj spitava, ali se to njeme posodimo. Dragi moji, vsi mi imamo oslička. Vi in ge. Vsi mi imamo nekaj v našem življenju, koliko podobno, kot tisti osliček, ponese Jezuša. In njegovo sporočilo nese naprej. Vsi mi imamo možnosti in pa sposobnosti.
pa bilo koje to, kokole mi imamo ali zmoremo, to je tisti naš usliček, šteroga leko posodimo Jezuše. Jezus je tistoga uslička, ne zahtevo, ti mi ga zdaj daj. Ne, posodi mi ga. Ja ga zdaj nucam, ti mi ga samo posodi. Vsi mi imamo nekaj, ko leko posodimo, Gospode, pravzaprav njime samo damo nazaj. Zavolo toga, vse smo mi to dobili, ko imamo od njega. Dragi poslušalec, dragi prisotni, vse, ko ti imaš v tvojem življenju, vse sposobnosti, tudi vse imetje, vse to je od Boga dano nam v upravljanje. Pa praviš, pa to sem se ga zaslužil. Ja, čisto korektno, čisto prav. Ali, če te Gospod ne bi dal sposobnosti, ne bi dal zdravja, ne bi dal možnosti, ko od toga bi bilo? Gospod ga potrebuje. Darove, štere mi imamo, so njegove. To je njegovo. Kak je bil tu njegov tisti osliček, štere je tom bil privezan. Gospod ga potrebuje. Dragi poslušalec, Bog te nikad ne gemlej. Nikad ti nešte krojzejte. Ne, nikad ti nešte krojzejte. Tok smo prešteli. Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sem. Haleluja. Gospod nuca tvoj dar, tvojo sposobnost, tvojo pripravljenost in dal da te to nazaj, ka boš leko s tem še dole upravljal. Ne da ti to krojzil. Gospod ga potrebuje. Hans Waldvogel je to zapisal. Jezus nas potrebuje. On potrebuje pripomočke in orodja, s katerimi lahko dela. On uporablja kanale, skozi katere lahko spusti svoj blagoslov. Želiš to biti ti? Naj te Gospodova močna roka vode, ščite in uporabe. Amen. Nebeška Oča, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Štero si ti gučil v moje življenje, v naše življenje. Hvala je tebe, kad ti nucaš mene, moje življenje, kad ti nucaš vsakoga med nami, zato, kad bi tvoje kraljestvo zgotovo tu na zemlji in kad bi te sivkuper prišli k tebe in večno kraljevali s tjov. Pomori nam, kad razumemo to in kad to sprejemamo. Blagoslovi moje brate, moje sestre, blagoslovi vsakoga, štere posluša tvojo drago svetu reč, kad bi se zavedal toga, ko ti potrebuješ iz njegovega življenja. Ko ti želiš, kad naj damo tebi nazaj, kad bi ti leko to blagoslovo ponudil za to, kad bi se tvoje kraljestvo širilo. Hvala te, kad boš z nami še naprej in hvala te, kad boš ti dal tvoj veliki blagoslov na to, ko tebi damo na razpolago. Hvala ti, kad si to mnogokrat že dokazal in hvala te, kad boš isto deloval tudi v prihodnosti, zato kad ti se ne spreminjaš. Pomori nam, kad tebe vrđamo, kad tebe zavipamo in živimo to, kako ti pričakuješ od tvojih otrok. Amen.